To se pa potem pride, pa smo zopet pri Maxu in Benu, to je pa ena zgodbica, ki je pa že bolj tista, vidite na drugi sliki na desni strani Bena, to je frustracija njegova popolna, zato ker ni samo on zmagoval. 3-krat on zmaga, 4. zmaga velik brat in potem se podre svet. In to je konec sveta in zato tudi pišem o tem, kaj pomeni za otroka zmaga in kako mu pomagati ob frustraciji, ob jezi, žalosti, nemoči, ki jih občuti, takrat, ko pa ta zmaga ni njegova. In zopet en tak navdih za pogovor z otroki. Ali pa potem tole je zopet ena zgodbica o samostojnosti, o tem, kaj otrok zna, kaj otrok zmore, kako mu pri tem pomagati, skozi zgodbo o tem, kako sta Max in Ben pekla jajčka, ker sta mami in oči spala in sta ona dva pač si želela imeti jajčka, oziroma Ben si jih je zaželel in mu je Max to naredil, ampak gre pa predvsem za to, da sta bila ona dva samostojna in da sta zmogla in da sta si potem še skupaj naredila še potem še za starše zajtrk, mogoče tudi kakšna ideja. Pa potem smo imeli recimo za praznični december smo imeli zgodbo o jaslicah, kako je Ben študiral že med poletnimi počitnicami, ko je gledal koze, ki so prečkale cesto, kako jih bo on potem postavil v jaslice, kako otrokom igra, deluje domišljija na 101 način, kako se jim odpirajo v vsakem trenutku neke nove stvari in kako jih res je fino, da jih pri tem spodbujamo, da jih ne frustriramo, da jih mi ne ustavljamo, ne kritiziramo, ampak sprejemamo za vse to pisano paleto njihovih zamisli, idej, čustev, ki se jim ob tem sprožajo in vse to pač. Tako da